Sledijo pa pozdravni nagovori. Najprej vabim na oder ministrico za okolje in prostor, gospod Ireno Majcen. Spoštovani predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez, spoštovani predsedniki najprej inženirske zbornice, zbornice za arhitekturo, v isti osebi seveda tudi direktor Republiškega stanovanjskega sklada, cenjene gospe, spoštovani gospodje. 4 leta, ki se iztekajo, lahko označim za plodna in uspešna. To so leta zaokrožena z številnimi premiki, ki smo jih oblikovali s sodelavci ministrstva in seveda ob sodelovanju s široko, strokovno in pa politično javnostjo. Nacionalni stanovanjski program, ki smo ga pripravili na ministrstvu, je bil sprejet v Državnem zboru jeseni leta 2015. Skupaj s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije kot ključnim nosilcem stanovanjske politike izvajamo številne projekte. Naj med njimi izpostavim projekt Sobivamo za izboljšanje bivanjskih pogojev starejše populacije in pilotni projekt stanovanjskih skupnosti za mlade. Kot zelo pomembno želim izpostaviti tudi obrat politike Stanovanjskega sklada, od gradnje stanovanj za prodajo k realizaciji in financiranju gradnje najemnih stanovanj. Celovite spremembe stanovanjskega zakona so v osnutku že pripravljene. Njegov sprejem pa ostaja izziv za prihodnji vladni mandat. Izziv, ki smo ga zaključili oktobra lani, je bil sprejem trojčka nove prostorske in gradbene zakonodaje. Zakonom o urejanju prostora, gradbenim zakonom in zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti smo vzpostavili nov okvir za dosego trajnostnega prostorskega razvoja. Naš cilj je bil preseči percepcijo, da je zakonodajni okvir omejujoč in zaviralen in ga nadomestiti z zavedanjem, da je treba ustvarjati takšen grajeni in odprt prostor, ki išče ravnotežje med razvojnimi potrebami in ohranjanjem prepoznavnih vrednot. Zakoni prinašajo širok nabor različnih inštrumentov, ki bodo z uporabo lahko omogočili uspešen, dolgoročen in trajnostno naravnan prostorski razvoj kot temelj za zagotavljanje kvalitetnega življenjskega in delovnega okolja prebivalcem Slovenije. S prejemom zakonov se naše delo seveda ni končalo. Nasprotno, šele dobro se je začelo. Do začetka uporabe zakonov na ministrstvu pripravljamo potrebne podzakonske akte, po celi Sloveniji predstavljamo nove predpise, izobražujemo sodelavce državnih organov, torej občin in upravnih enot. Tudi obe zbornici, Zbornica za arhitekturo in prostor in inženirska zbornica, v sodelovanju z nami usposabljata svoje člane tako, da bo prehod na nov sistem čim bolj mehak. Še en pomemben dokument je vlada sprejela v preteklem letu. Arhitekturna politika, katere pripravo je vodilo Ministrstvo za kulturo, nosi pomenljiv naslov Arhitektura za ljudi in v ospredje postavlja posameznika, ki ima pravico do urejenega, ekonomičnega, zdravega, varnega in do okolju prijaznega grajenega prostora. Ob bok arhitekturni politiki bomo v prihodnjih letih postavili tudi krajinsko politiko, tako da bomo zaokrožili okvir za izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju in oblikovanju kvalitetnega, grajenega in odprtega prostora. Torej, ključnega pomena v naslednjih mesecih in letih
bo uporabiti nov zakonodajni okvir na način, da bomo načrtovali, gradili in urejali kvalitetne urbane in odprte prostore, razvili dejavnosti na razvrednotenih območjih in omogočili investitorjem čim lažjo pot do realizacije načrtovane gradnje, ki naj bo realizacija kvalitetnih inženirskih in arhitekturnih projektov. Želim vam uspešno delo.